doktorico, oziroma Tudorjo Hišo, da nas je povabila, da nam omogočila, da tukaj predstavimo to temo. No, se moram tudi zahvaliti, da ste prišli pred resnično število. Danes bom predstavil eno temo, eno kulturo severnoameriških indijancev, ki je v bistvu že tako izumrla, no, kultura. Mogoče že več kot 100 let v bistvu ni več tukaj. Tako, to predavanje bo v dveh delih nekako malo zgodovine začetka, potem bomo pa malo tudi dotaknili kulture severnoameriških indijancev, pa na koncu bom pripravil en krajši recital, malo bomo brali z te knjige modrosti indijancev, smo mi predstavljati in prevedli, izdali in bo tudi če bo pa to na voljo zakupiti. Če jih bo zmanjkalo, bo se da dobiti tudi v naših prostorih, ki so tukaj čez blizu, 100 metrov stran, Borkova, 8. Vsak dan smo tam od 6 do 10 približno. Filozofska šola, mednarodna, če vam nas ne poznate še. Naša internetna stran se lahko obiščem. Mislim, da je Marjeta vam tudi dala na voljo, da se podpišete, oziroma date svoj elektronski naslov. En tak simpatičen pri tem izdajamo mesečnik, ker so vse tele vsebine v bistvu noter, kot indijanci smo pisali. Veliko njih člankov in tako, veliko zanimiva stran je tudi naša. Jaz sem Vojko Kovačič, se predstavljam, eden od inštruktorjev oziroma predavateljev na Akropoli. Zakaj delamo mi, kar delamo z enim namenom? V tem primeru, tako bi rekel, nas je k temu pripravila v bistvu ta skrb za planet, ker vsi vemo, da se bližajo eni slabi časi, a ne? Znaki so takšni, klimatske spremembe in tako naprej, tudi človeštvo skregano, sve varjo, krevni, bogati. Stvari ne grejo dobro, ne? In zdaj lepo se je malo tudi kaj naučiti zgodovine iz preteklosti od enih ljudstev, ki so nekoč živela na našem planetu, pa zdaj ne živijo več. Če imamo nekaj 500 let nazaj, pred enimi 500 leti, ko je bila Evropa v renesansi, smo začeli odkrivati sveta, ne? Tako smo odkrili tudi ta novi svet, Ameriko, Severno, Južno Ameriko. Ne samo bila radovednost, ampak je v bistvu te avanturiste zlasti pohlepne. Evropa je bila takrat v enem takem stanju, v katerem je še danes enega tazga naraščajočega materializma. In takšni smo šli osvajati svet. Znamo, da so bile pač ta kolonialna doba in tisto, kar smo osvojili, tistemu se ni preveč dobro ne godilo, tudi v Ameriki se ni. Tukaj smo naleteli na ene zelo razvite civilizacije, antska, tukaj so bili Inki, v Srednji Ameriki imamo precej enih ljudstev, Azteki so bili takrat eno tako živo kraljestvo. V teh dveh primerih je šlo za civilizacije in visoke kulture. Se pravi, tukaj so, v teh dveh primerih so funkcionirale države, kraljestva, cesarstva. Za razliko od tega predela v Severni Ameriki, kjer pa ne moramo govoriti o nekih razvitih civilizacijah, ampak bolj o visokih kulturah. Visoke kulture v tem smislu, da je šlo za en tak visok duhovni nivo, za razliko od Evrope, ki je bila čisto na površini v potopljeno materialno. No, 500 let nazaj smo prišli, bili smo seveda bolj razviti, bolj pametni od teh ljudstev, čeprav je v bistvu bilo ravno obratno, kot se vidi iz te razdalje.
Namesto, da bi se od njih kaj naučili, smo šli kot valjar in uničili te civilizacije in kulture do konca, v bistvu. Ni od njih ostalo nič. Ne. Tukaj ta del, se pravi, južni pa srednji so bolj Španci bili v spredju, ne. Tukaj pri nas v Severni Ameriki sprva Francozi, od katerih ni bilo nekako velike škode, ker so bolj trgovali. Katastrofo so prinesli pa Angleži, Nizozemci, Nemci in ostali Evropejci, ki so prišli tukaj v bistvu polastninic, bom rekel, tisto, kar še ni bilo polastninjeno, in polastninjeno, v bistvu in ograjeno ni bilo nič, zato ker je bila ta severnoameriški indijanc, ki je živel, bom rekel, so naravno nekako z naravo ni ograjeval, ni lastninil te zemlje, ampak je pač živel na tej zemlji in živel od zemlje, ne, na drugačen način. No, Evropejci smo bili oboroženi tudi z neko ideologijo, ne. Če ste mogoče slišali za Thomasa Mora in njegovo utopijo, ne. Tam noter piše, da ta renesančni filozof je napisal, da če prideš na otok, ne, ki ni polastninjen, ne, če zemlja ni obdelana, potem si prišli, ki lahko vzamejo to pravico, da si jo razdelijo in jo obdelajo in da jih pri tem domorodci ne smejo ovirati. Ne. No. Prav, v skladu s to ideologijo so osvojili belci, se pravi ta zahodna civilizacija ali pa krščanska civilizacija, te dva kontinenta. Ne. No, tukaj danes se bomo bolj pogovarjali o združenih državah v tem področju, ne to po Kanadi pa do Aljaske. Severni Američani, se pravi, ti avtohtoni prvotni Američani so pač posejevali, posod so bili, 17 milijonov računajo, da jih je bilo na celem tem Severni Ameriki, ne, v tem kontinentu. Tukaj malo več, ne, tam, kjer je bilo bolj, rekel, so bili boljši pogoji, klimatski in, ne vem, jih je bilo več, v tem področju največ. Tukaj v sredini, kjer pravimo, govorimo o preriji, o takem travnatem področju, je bilo teh prvotnih Američanov kakšnih 100 000 samo, ne. No, ravno v tem predelu, v srednjem, bomo govorili, tukaj so indijanci, če jih najprej imenujemo, ne, vztrajajo do nekje konca 19. stoletja. Do takrat so Združene države pač do konca formirane in so se razdelile na države in, kako bi domače povedal, so polastnili pač ta kontinent, ne, in Indijance stisnili v pot. Ja. Danes je ta dežela razdeljena takole skoraj da z ravnilom na ne vem koliko držav, 50 še malo več. Takrat pa je bila to svobodna dežela, dokler so bili še Indijanci gospodar tega kontinenta. Ne? V bistvu stalno so se selili, stalno so se premikali, pravzaprav so živeli na različne načine. V enih takih predeljih obrečjih, porečjih, recimo se znali za stalno naseliti, narediti stalne polibe, ne? Sejeti nekakšno živinorejo, predelstvo. Tukaj v sredini, ne, kjer je prerija, se pravi, kjer je bolj suho, kjer raste samo trava, pa so bili stalno v gibanju, ne, spremljali so te črede bizonov in niso bili več kakšnih par tednov na enem mestu in potem se spravili naprej za čredami in nekako poskušali preživeti od tega. Zelo veliko enih ljudstv je bilo tukaj, ne, pravijo, da je bilo njih 50 jezikovnih skupin, pa stotine različnih ljudstv. Ljudstva so se v bistvu, dokler so prišli do konja, ne? Konj je prišel z belci v Ameriko. V 16. stoletju so se potem so prišli do konja tudi ti severni Indijanci in v kakšnih 100 letih so ga čisto posvojili.
skoraj da niso znali biti več brez konja, eno so bili s konjem, ne, to je bila zadnje sveta žival, toliko so imeli dobrega dobili od te živali. In takrat so postali tudi malo bolj mobilni. Ampak, no, pač skozi zgodovino so tisti, ki so bili tako šibki, da so se veliko, Indijanci v glavnem se niti niso razumeli med sabo. Je bilo pa veliko mešanih zakonov, da se je zmeri kakšen prevajalec našel. Celo tako mogoče so bili različni, kot bi, če bi primerjali Francoza pa Kitajca. Imeli so nekšen sistem sporazumevanja enih 100 znakov, ki so jih poznali vsi. Jeziki so bili pa, in pa tudi navade so bile zelo različne, življenjske slogi. Ena stvar pa je bila skupna, namreč religija. To ni bila neka religija, ki bi bila zapisana v nekih knjigah, kot smo navajali mi v našem krščanskem svetu, ne? Ampak to je bila religija, ki se niti ni oznanjala, ni bilo duhovništva, niso poznali cerkve, ampak bila je religija v njihovih srcih, ne? Nekako, če rečem bolj pesniško, ne? To bomo videli kasneje, ampak zanimivo, da je bila enotna po celem kontinentu. Je pa to bila stvar intime, ne? Ni se v tem veliko razumeli. Mi imamo eno sliko, ne? Vse smo, ne vem, vsaj moja generacija je rasla z kavbojskimi filmi, ne? In tam je bil kavbojc civiliziran, lep, mislim, ok, dosti dobro, edino tisti grbi umazani zli, no, tam jih pokažejo tudi kakšni slabši luči. Ampak vsi smo držalca kavbojce, ne, Indijanci so bili pa neki nebodiga treba, ki so neki pa tam divjali okrog, pa delali zgabo, ne. Ravno en tak privesek, ki je malo poživil te filme. Ampak no, zdaj, v zadnjih letih, ko sem jaz pač vzel nekaj knjig v roke teh ljudi, ki so bili priča v bistvu Indijancev samih, ki so bodi si dali intervjuje ali pa celo sami napisali knjige in ki so doživeli nekaj tega. V preriji se mi je slika obrnila na čisto, preko za 180 stopinj, ne. Zdaj naprej držim za Indijance 100%. Tako. In vi, če boste prebrali knjige, boste tudi vi. To je bila ogromna dežela. Mislim, ta prerija, takšna, ne, na robovih so bili gozdovi, ampak večji del travnata, ne. Tu se je paslo neverjetno število. Eni pravijo celo 50 milijonov bizonov. Takih živali, tono težkih. Od te živali Indijanci so pač to uplenili za to, da so imeli, da so dobili tega hrano, obleko. Pravzaprav Indijanci od bizona dobil vse, niče sem izgovoril strana, ne? Vse je ponucal in skoraj vse je obleka, šotori, vse je bilo od te živali. Se pravi, to je bilo, lahko rečem, takole sem preračunal, velikost enih 100 Slovenij, pa enih 100.000 ljudi v tej preriji. Zdaj si pa predstavljamo plemena, ki so obvladovala en določen krog te prerije. Recimo, če vzamemo eno Slovenijo, no, pleme od 1000 ljudi obvladovalo tako področje in krožilo, bom rekel, po tej površini te ene Slovenije, ne. Če so prišli skrb, so se malo bolj za šport, kakor za res tudi udarili med sabo. Ni bilo nekih takih med plemenskih vojn, bolj preizkus poguma za mladce, ne. Tukaj je treba res precej poguma, ne. Tako ogromno žival. Poguma tako strani konja, ne, kot strani jezdca. Morajo je dirjati ob tej gromozanski živali, ne, in jo z lokom zabeti tam, kamor je bo treba, enkrat, dvakrat, trikrat, je ta žival padla. In še ranjena je zlana na kakšen kilometer in skoraj, da ni bilo kakšne takega, mislim, da ni minul en lov,
bi bilo kakšna, da ne bi bila tudi kakšna žrtva med Indijanci. Indijanska ženska, če je bil moški vprežen bolj v lov pa v boj, ne, da je branil pač svoje družino, svoje pleme, ni moral biti zato pri stalni pripravljenosti streniran, bom rekel, kot kakšen vrhunski športnik, ne, morajo biti skontroliran, da se ni neustrašen. Ženska je pa delala vse ostalo, no. In tega je bilo zelo veliko. Ona je, ko so možje uplenili živali, ne, je bilo treba kože zrihtati, se pravi strojiti. Je bilo treba potem narediti vse te šatore, pač so to obleko iz teh kož. Je bilo treba skrbeti za, se pravi, skuhati gospodinjstvo, treba drva nabrati, treba transportirati vse skupaj vsake 2 tedna. Treba najti zeli, niso jedli samo mesa. To je morala poznati do obisti naravo, da je znala najti vse, kar je radila po svoji kuhi. In potem, čez kakšen teden se spakirati, takole so si s konji pomagali. Konj je bil takšen sveta žival, sveti pes, se mu rekel tudi, ali pa 7 psov. Do takrat, ko predno so prišli do konjev, so imeli domačenega psa, psa so imeli že od nekdaj, in psa so tudi znali vpreči na take načine, ampak s tem je veliko manj so mu naložili, jasno, ampak večino tega so pa nosili. Tako so se potem lahko malo, se pravi, vsak dan premaknili malo dlje. Takrat, ko so dobili konja, Indijanci so šele zavzeli prerijo. Prej so se držali bolj na obrobju, tam tiste gozdne na tem robu prerije. No, zdaj pa, odkar imajo konja, se pravi, od 16. stoletja naprej, 17. pa je prerija njihova. Oni ne obremenjujejo, bom rekel, narave. Ker namreč, konji, ko popasejo travo, takrat so oni prisiljeni iti naprej. Bizoni so se premaknili, niso šli za tem čredanje. Ampak ne samo zaradi tega, ker je pač način bil tak, da pa ker jih je bilo toliko malo, ne, njim je tudi religija zapovedovala, da morajo živeti skromno. Sej, recimo, to jasno, to je vsakmo jasno, da tle veliko stvari niti ne moš vlačati sabo, niti nima smisla, da imaš veliko stvari, če se moš skozi gibati. No, ampak njim je religija dejansko zapovedovala to, da skromnost. In da so spoštovali naravo in bitja narave. Ker rekli so, religija je rekla, da je to vse ustvaril veliki duh, vakantanka. No, vse je velik izrazil tega velikega duha. Ampak duh, ki je nad vsem in ki je vse ustvaril. To se pravi, da je vse, kar je v naravi sveto. In oni so se pač to obnašali tako kot do svetega. Uplenili so sem toliko, ker veliki duh je dovolil upleni toliko, koliko rabiš, da se nahraniš. In nič več, niso metali stran, niso uničevali. Ker mati, to je bila zemlja, je bila njihova, kakor so rekli, to je naša mati, sonce, naš oče. Vse je sveto, v vsemu je duh, vse ima dušo. Ni bilo tako kot kobelci, ko so rekli, to so divjaki, največ sploh nimajo duše, no, nasprotjo. Z njimi so bili Indijanci prepričani, da imajo vsa bitja dušo. To je zmeren pas, klimatski, se pravi, tako kot pri nas, malo zime, malo poletja, tako da po zimi so se spravili nekam v bližina gozdov, tam, kjer se je dalo še takole mogoče kaj dobiti za konja, da ga preživiš čez zimo, ali z ljubljem, ali s kakšnimi ostanki suhe trave. Ženske so znali narediti pozimnico,
ki so pravi mojstrice in to do pomladi je moral nekako zdržati. In če pa se je zima podaljšala, so malo stradali, ne, so jedli mogoče niso dvakrat na dan, koliko se ponavadi navajanje, ampak so mogoče jedli vsake 2 dni, ne. Lahko da je bilo veliko snega, lahko da so bili veliki mrazi, pa se pravi, in da ni bilo lahko, ampak oni so bili pač navajeni tega življenja, so preživeli in vedeli so, da po težkih časih pridejo boljši časi. No, tako v starih časih potem pa je nekje v 18. stoletju začeli so prihajati belci v prerijo, posamezni s takimi vozovi. Indijanci je bil gostoljuben človek, on ni bil niti prekedljiv. On je sprejel tega begunca, belega, ga je sprejel v svojo hišo, mu dal vse, kar je imel, ga pogostil in mu pomagal. No, ampak v glavnem ti prvi belci so potovali preko prerije na zahodno obalo. Namreč tam v 18. stoletju, pa proti koncu 18. stoletja, so že kar precej dobra, so posedali vzhodno obalo. In je zmanjkovalo, ne? Ker je prehajali so res strumoma preko oceana. Recimo, da ob koncu 18. stoletja jih je bilo v ustanovitvi Združenih držav, jih je bilo okoli 4 milijone, čez 30 let, čez 10-20 let je bilo že 30 milijonov belcev. Zvedlo se je, zemlja nerazdeljena, ogromno je, vzameš na voljo. No, tako da so počasi take karavane začele potovati po, ne vem, 140 vozov, recimo. In to pa je začelo že postajati motnja, ne. To je, se pravi, motor tisti ustaljen ritem, indijanski, plašilo živali, bizone. Ko so pa začeli voziti se spadniki po Mississippiju, pa Missouriju, ne. Pa še toliko bolj, pa železnico bi stalali. No in počasi so ta zemlja sicer precej pusta, ne, ampak, okej, ker je boljše zmanjkalo, so te živinorejci začeli tudi pogledati na te, se pravi, oni bi pasli tudi na tej, v tej stepi preriji, tako da so začeli pač pritiskati na Indijance, da naj jim odstopijo zemljo, naj jim prodajo zemljo. Ogromno teh poti je bilo, veliko trgovskih, veliko takih centrov, kjer se je trgovalo. Recimo ena taka pot, tale Oregonska je bila zelo znana, pa ta pot v Santa Fe. Se pravi, tukaj imamo Mississippi, kjer so se parniki vozili in pa Missouri, ne, so bile plovne poti. Tukaj vidimo, so malo napisanih te 13 plemen v preriji, večjih, mislim, takih plemen, ki so krožila po tej preriji in še mnogo drugih, ne. Za katere je pa zdaj to nastala ena taka sprememba, ne. Se pravi, enih 150 takih postojank trgovskih, po rekel, je nastalo, kjer so kar naenkrat začeli Indijancu ponujati vse sorte, ne, tistega, ki česar prej ni sploh rabil, ne, ni vedel, da rabi, ne. Začeli so nekako v njemu vzbujati neko potrošništvo, malo neko. Zdaj, da je lahko kupil puško, da je lahko kupil nož, da je lahko kupil posodo, ali pa dobro, tudi mogoče kakšne steklene bisere, ne, je moral za čim plačati, ne. Indijanci so začeli potem na veliko loviti, niso bili pripravljeni, čeprav tiste svoje etike, ki so imeli predvsem na visokem nivoju, ampak na nekaj takega niso bili pripravljeni in nekako niso vedeli takoj, kaj se jim dogaja, ne. Začeli so loviti divjačno in tako zelo intenzivno, ker je bilo povpraševanje po kožah, ne. Bizonih kožah, ne, bobrovih kožah.
Tako da so začeli v bistvu sami Indijanci na ta način obremenjevati to njihovo državo, ki je bila do zdaj v harmoniji, samozadostna. In ker so belci začeli pritiskati tudi z tem, da bi kupili, da bi sami imeli neko zemljo za gojenje, živine, odkrili so recimo rudnike, zlata, tam v Koloradu in tako naprej. Prodajte nam zemljo. Zdaj pa, Indijanci pa tukaj spet pred eno dilemo, kot boste lahko prebrali v poglavarju Seattlu, njegovem pismu predsedniku Združenih držav. Od nas zahtevate, da vam prodamo našo zemljo, ampak kako da vam prodamo modrino neba, toplino zemlje, pestrino voda. To ni nekaj, kar bi bilo lahko od kogarkoli. To je za nas svetno. Ampak belci so pač pritiskali in prisilili nekako. Začeli so se obnašati tako, kot recimo nekaj časa so bili gostje in so bili dosti pogledni, ampak ko je pa bilo gostov več kot gostiteljev, so ratali pa gospodarji v njegovi lastni hiši. Ti migranti, ki so se nekako prelevili v nekaj drugega, begunci, pravzaprav, če so bili te prvi begunci, pa potem migranti, pa potem so postali iz tega kolonizatorji, v bistvu, osvajalci. In tako so te boge Indijance začeli stiskati, ne smete več biti tukaj, ne smete več biti tam. Zdaj pa streljati če oni te bizone in na veliko plent po preriji. Tako da se je začela v bistvu ena napetost med temi Indijanci in temi bližniki, da bi te bele koloniste, ki so postajali skozi bolj, bom rekel, predrzni, sklenili so v teh, mogoče v tem času, v 19. stoletju, enih 360 pogodb in nobene od teh pogodb, nobena ni dolgo veljala. Čim se je pojavil interes, da so ti kolonisti odkrili neko najdišče zlata, so takoj poteptali dogovor. Se odpravili množično tja in tam na silo poskušali in zasedli področje. No in država jih je pa ščitila z svojo vojsko, ki jo je organizirala in v ta namen. 60% črncev je bilo od teh, ki so prišli čez ocean z Evropejci, z belci. In seveda, to je kot rezultat kolonialne teh akcij v Afriki, ker so nabirali služne belci. Tako vidimo, da je tudi v vojski Buffalo Soldier, so rekli Indijanci takim črnim vojakom. Na drugi strani so se tudi Indijanc je bil pa od rojstva bojevnik. Niso imeli inštitucije, prej sem rekel, niso imeli cerkve, niso imeli niti vojske. Ampak vsak Indijanc je bil od rojstva bojevnik in lovci. In so se lahko v 5 minutah zbrali in šli, recimo, braniti svojo vas ali pa, ne vem, v boj z belci. No, tako je prišlo do prvih spopadov, ki so nekje v 40 letih, 50-ih, 60-ih, 19. stoletja, so zelo povečala intenziteta, se eskalirala. Tako kot vsaka vojna, potem nekako potegne iz ljudi ven tisto najslabše nagonsko. In je prišlo tudi do pokolov civilistov, recimo čisto takih miroljubnih vasi, šotorišč, kot recimo tale pokol pri St. Creeku, kjer so dosegli belci veliko zmago, ubili so 500 nasprotnih vojščakov in potem kasneje se je izvedelo, da so bili to samo ženske in otroci. Mlade so šli s topovi, puškami. In s časoma eni Indijanci so bili tudi taki, da so živeli, kot sem prej rekel,
da so se ustalili, da so zgradili malo take hiše, recimo tam na zahodni strani se recimo ti navahi so se naučili od Pueblo indijancov, kmetijstva so se naučili, so se tam ustalili. Imeli so nasade, bresko in koruzo, so se tako naprej. Se pravi, so sprejeli nekako belski način, so se civilizirali, bom rekel, na nek način, skozi naše oči. To ni bilo, ni nič preprečilo to, da se ni ta dela soliditeska spravila na njih pognala sredi zime v en takle dolgi pohod, kjer jih je večina pomrl, kjer so prišli iz Nevade do Nove Mehike. Ker neki je morila bolezen, neki lakota, mraz, neki pa tudi puške, ne. Na drugi strani, da povem še nekaj z druge strani vzhodne, recimo so se Čerokezi, so naredili pa res čisto po belskem, bom rekel, receptu svojo državo, konfederacijo. Nekaj plemen se je združilo, ustanovili so, se pravi, vzpostavljali so vse 4 oblasti, kot mi rečemo, vse 4 institucije oblasti, celo šolstvo so vsi organizirali, osnovno šolstvo, srednjo, visoke šole. V zelo kratkem času so se celo začeli izdajati časopise. Zelo kratkem času so pokazali s to razliko, da so še zmeri bili, rekel, prijazni do narave, in niso je pretirano, rekel, izkoriščali, kako mi delamo. Ampak pokazali so nekako vzorc, kako bi se dal v Ameriki živeti. In, rekel, na nekem civilizacijskem nivoju in so naravni. Nekaj, kar bi danes svet moral zgledati, v bistvu pa ne gledati. To bi se lahko od njih naučili. Ampak tudi to ni bilo zadost. Te Čerokeze so pognali iz tistega področja Mississippija do Oklahoma v eno suho področje in ko so se tam ustalili Čerokezi, so jih še od tam pognali, pa za rezultate. Tako da usoda je hotela, predno je usoda opravila do konca svoje delo, so tudi Indijanci znali zmagati kakšno bitko. Recimo tako kot tukaj pri Little Big Hornu, ko so spet enkrat kršili belci dogovor, jih hoteli pognati iz tistih črnih gor, kjer so Indijanci še edini prostor, kjer so lahko nasekali kolo za svoje šotore in še z tistega gozda so jih hoteli prignati, napadli vas, s par 100 vojščaki, vojaki, ampak tam so imeli smolo, ti jenki, da so naleteli na norega konja, ki je dosegel tam eno največjo zmago, ampak žal posledno nad modrimi suknjami in v teh modrih suknjami nihče preživel, pa sto jih bilo. Tam so razred, takrat se vrtali pa te bitke res neko take nesmiljene. Tudi general Custer je pustil svojo kožo tam, Bilo je takih pogumnih, pokončnih, se pravi, vojskovodij na indijanski strani, kot sta recimo tele dva, ki so do konca se niso dali in so vodili te svoje plemena v boja. Bili so pa tudi taki, kot sta te dva, recimo, ki so sprevidli, da vse razmerje moči je postalo tako, da ni več možnosti, in da bojo morali Indijanci nekako se prilagoditi pač novi realnosti. In ta nova realnost je bila, so bili rezervati. Indijanci so strpali v enih 100-150 rezervatov, ki bi površina je mogoče 1% Združenih držav. To pomeni za eno Slovenijo površine. In recimo ta zgodba je še posebej žalostna, ste slišali za tisto pokol pri ranjenem kolenu.
ko so Indijanci čakali na transport, da jih odpeljejo v eno od teh rezervatov. Je en droben incident sprožil masakr. Sicer so spet ti vojaki ameriški udarili s topovi po Indijanci in je par sto ljudi spet morali umreti. Ostanek so spravili v te hiše, kjer je Indijanc bil. Indijanc je živel v znamenju kroga. Krog je simbol duha. Njihova hiša je bila okrogla, vse je bilo okroglo. Vakantanka dela vse okroglo. No in oni so bili zdaj prisiljeni živeti v teh kvadratnih hišah. Eno pusto zemljo so jim dali, zdaj se preživite s tem, ker se seveda niso mogli preživiti, so jim vozili hrano, ki če niso kličete prej pokradili, tako da so tukaj trpeli lakoto in depresijo Indijanci. Seveda so jim niso pozabili dobaviti tudi alkohola, da so lažje prenašali to vse skupaj. No in to je realnost današnjih Indijancev, kar jih je še ostalo, 4 milijone, mogoče po teh 150 rezervatih, drugi so se mogoče razstopili v tem talilnem loncu ameriškem. Gensko so preživeli, nekih 4 milijone izgleda malo podobnih Indijancem, ampak indijanske kulture ni več, to je zgino. Na koncu so jim še, je bilo treba jim ukrasti še vzeče duhov, poklekniti pred oltar, če ne boste šli v peklo. Nikoli se ni prijela ta naša krščanska religija pri Indijancih, zato ker so videli, da ne stojijo te njihovi duhovniki pridigali za svojim obsedem. Ker govorijo eno, gre drugo. Čeprav obe religije govorite v bistvu isto, oni bi zlahka prevzeli jezico malo. Niso pa mogli tega celk, pa pač teh zapovedi in prepovedi in nedoslednosti, tega pa niso. No, danes je Amerika kvadratna, za razliko od tiste okrogle, ki je bila nekoč kvadratna vse smeri, v višino, v širino. Ni prostora za nič drugega. Indijance, bizone so v 30 letih, 50 milijonov bizonov so uspeli iztrebati. Zakaj? Zato, ker to je bil vir indijanskega preživetja. In to so hoteli uničiti. Da se Indijanci nima več čim preživljati. 50 milijonov bizonov so, danes jih moče še 1000. Vendar niso čisto genetsko izumrli. Ampak narediti to, če gledamo zdaj z te perspektive, recimo tudi seveda, če je 500 milijonov ljudi zdaj, po celi Severni Ameriki, mislim, da je nekaj čez 300 milijonov v Združenih državah. Narava jih pa prenese 10-15 milijonov brez škode, to kot jih je bilo tisočletje v Ameriki, teh prvotnih prebivalcev. Pol vemo, da gre, da je to neki turbo vse skupaj in da gre izčrpavanje vsega in da gre na račun živih biti, na račun zemlje in da je to življenje na kredita, ki ne bo moglo dolg časa biti trajati. Tole pošpricati vse in dovoljiti samo tisto, kar misliš, da je koristno. V naravi je čisto vse koristno in potrebno. To so Indijanci vedeli in to, da ne smeš biti pameten. Vakantanka je bil pameten, ko je ustvaril vse to. Mi nismo pametni za to. In oni Indijanci so rekli, pusti na miru. Ne vtikaj se pretirano, bodi zmeren. No to pa bi se mi lahko od Indijancev učili, pa srečni smo, kadar gremo v supermarkete, ampak v resnici smo nesrečni. Depresija, nemira, terorizem, ne bom števil. Da odnosi niso levi, nečloveški. Tako, zdaj, rabite mogoče pauze, ali lahko nadaljujemo. Ta drugi del bo bolj vesel, bo tako pesimističen. Zdaj bomo govorili o tej modrosti Indijancev, ki se recimo skozi te ohranjene citate nekako ohranila
Namreč v tej preriji smo rekli, Indijanci zdržali do konca 19. stoletja in eni mladeniči so znali tudi povedati, kako so živeli kot otroci v preriji, tako da imamo z prve roke zapise o tej kulturi, teh avtohtono ameriških. Modri so bili stari lakote, vedeli so, da človekovo srce postane trhlo, ko se oddalji od narave in da nespoštovanje živih, rastočih stvari vodi v nespoštovanje ljudi. Treba tudi dodatno treba, ne? Ko boste posekali zadnje drevo, zastrupili zadnjo reko in lovili poslednjo ribo, boste ugotovili, da ne morate jesti denarja. To je že skoraj filozofija, ne? Ohraniti moramo gozdove za svoje otroke, vnuke in vse tiste, ki se še morajo roditi. Ohraniti moramo gozdove za tiste, ki ne morejo govoriti v svojem imenu, kot so ptice, živali, ribe in drevesa. Ne samo zaradi ljudi, zaradi živali tudi, ne? To je bila ta široka indijanska duša. On je spoštoval živo, pa naj bo kakšnokoli, ne? No in ta poglavar Seattle, to, kar sem prej govoril, ne moreš lastniniti svetih stvari. Ne razumete, belci? Kljub temu so Indijanci bili za pogovor. Sedmo se skupaj. Vi znate veliko stvari, čudujemo vas, ne? Ampak tudi mi imamo neko modrost, tukaj živimo skupaj z naravo, poznamo jo, ne? Imamo neke modrosti in dajmo sestaviti nekaj, kar bo, da bo življenje za bodoče rodove tudi, se bo dalo tudi prihodnosti še kaj živeti, ne? Kultura pogovora, ne? S tem začnemo tole indijansko kulturo, se pravi. Ta pipa miru, kot pravimo, ne? Tisti, ki smo gledali te filme, kaoreske, indijanske, sveta pipa. Oni so, kada se je bilo treba kaj izmeniti takega pomembnega, so se usedli modri, stari ljudje, so najprej pokadili pipa. In kukno je vse smeri gor proti Vakantanki, dol proti materi zemlji, poklical duhove, naj bojo priča tem pogovoru, da bo ta pogovor res v korist vseh, ne? In kultura pogovora, izredna kultura pogovora. Tukaj ni bilo moč glasnega govorenja ali pa retorična sposobnost, recimo tista, ki je odločila, ne? Pogovarjali so se počasi, mirno, ko si govoril, se popustili na mirno in potem še nekaj časa počakali, da se je razmislilo tisto, kar si povedal, in potem je drugi nekaj povedal. Nikoli sem se prepiral. Zakaj sem se prepiral? Zato, ker je bil zmeri cilj, da se najde nekaj, kar bo skupno dobro. Ne, kar bo dobro zame, pa dobro zame, ko se zdaj krigiva, pa nadmudrujeva, ne, tukaj pravijo naši bivši brati Srbi. Kultura pogovora, ne. No, to sta te dva, o kateri sem govoril. Črni los govori, to je ena knjiga, zaenkrat, ki je še v hrvaščini, večini, pa prevedeno v angliščini, pa hrvaška Akropola je to prevedla. To je bil sveti mož, lakota Indijanc, vrač, bi mu lahko rekli, zdravilec, ki je začutil že zelo zgodaj poslanstvo svoje in se je trudil celo življenje, da bi pomagal svojemu ljudstvu, ne? Skozi ceremonijo, skozi obred. Je nekako želel pritegniti moč, da bi ponovno oživil to poslušeno drevo življenja, ne? Svojega ljudstva. No, potem, ko je videl, da je močen, da je usoda močnejša, je pač zdravo do konca življenja, imel enake zelo velike
uspehe. No, ta drugi, tudi tega sem prebral 2 knjige, Duša indijanca pa Otroštvo indijanskega veča. Ta je preživel, Eastman je preživel 15 let v preriji kot otrok. No, on ima več, nekaj čez 20, je bil star, ko si je pol oblekel, ko sta oba sprejela pač zahodni del način življenja. Eastman se je izučil tudi za zdravnika, to v Baltimorju, v Bostonu, in je tudi bil pač zdravnik, no, na zahodni način, pravo, pa zelo plodovit pisec. No, pa iz teh knjig Eastmana recimo preberemo eno tako polemiko, bom rekel, tega modrega moža, vse nekaj je bilo eno pleme. Ampak to čistem, ki je država New York bolj na vzhodu, se vidimo tudi, da so te letnice take en odgovor enemu duhovniku Kremu, ki se je trudil tam, se pravi, da bi te indijance preusmeril pač na krščanstvo, prekrstil. No, mu je povedal, ne, kako je s to religijo indijansko in kakšna je razlika med dvema religijama. Prav, v bistvu nobene, ne, vi imate svete knjige, imate vse lepo zapisano. Naši duhovniki to potem okrog javno razglašajo. Tisto, kar je napisano, je vse v redu. Prav, mi nimamo zapisano, pri nas gre vse na ustno izročilo. Vse to dobimo mi v mladosti od naših starih staršev. Drugače pa je naša religija, mi religijo svojo nosimo v srcu in poskušamo narediti ta stik s svetim neposredno, ne preko nekih duhovnikov. Indijanci to poskušajo. Nekaj molitev, dnevno molitev, nekako nimajo veliko zapovedi, ampak to religiozno življenje jih pa usmerjajo zelo zgodaj in vsak dan je potrebno se posvetiti temu. Sploh jutranji zadnji, recimo. Ja, pravi, enostavno vam ne moremo verjeti, ne? Govorite se pravi, da morajo biti ljudje se ljubiti med sabo, da se morajo spoštovati, da se ne sme krasti, da se ne sme lagati. Ampak ste sami nasilniki, sami tatovi, pijanci, nezmerneži, ne? Vse tisto, kar pridigate, v bistvu ničesar tega se ne držite. Ne? In tako, da vam nekako ne moramo verjeti, ne? In se bomo držali kar svoje religije. Ja, Vakantanka pravijo, on je tisti veliki duh, ki je vse ustvarjal, ne? Oče, sonce, daje vsemu življenju, mati vse porodi. In zato je vse sveto. V tej zemlji tako se obnašajo, kot do svetega. Vzameš se samo tisto, kar nujno potrebuje za življenje. Oni imajo s svojim mir zapovedano skromno življenje. No, zjutraj, kot sem rekel, pa zvečer, sončen shod ali pa zahodu, indijanci stajajo zgodaj, se odpravljajo neko osamljeno mesto in v bistvu najprej se umirijo, če zaplavajo še na mrznem potoku, čistoča je tudi zapovedana, ne? Vseh vrst čistoča. In potem počaka sonce in poskušajo narediti ta stik s tem velikim duhom. On the day, se reče, to je tak občutek enosti in bratstva z vsem. To iščejo. In to prvič, ne, kot taki mladi, še zelo mladi, se tudi pripravljajo na tem skozi parne kopeli, skozi post, se pripravljajo na ta stik. Ko prvič ta občutek doživijo, je potem lažje. Tako da
enost in bratstvo z vsem, ženska pa mogoče bolj ljubezen in lepoto. Ne? Skozi to išče bolj stik in skozi naravo. Indijanec se zna ustaviti na kakšnem lepem mestu, Mavrica, slab, ne vem, zvišen na neko svetina, kjer je pogled na radijo. In se tam ustavi in postoji z nekaj časa in se napaja od te lepote. Oni, Indijanci, ne samo da iščejo stik s tem velikim duhom, bom rekel, ampak iščejo tudi stik z duhovi narave. Mogoče, ker je to malo nižji aspekt te njihove religioznosti. Recimo zdravilci, duhovi jim povejo, kjera rastlina se lahko uporablja za kjero bolezen in kako se jo uporabi in tako naprej. In so bili zelo uspešni zdravilci. Ne? V bistvu, kaj so zdravili? Oni so vzpostavljali podrto harmonijo so ponovno vzpostavljali po človeku. Pripričani so bili, da je ta izguba harmonije povzročila te notranje vrezene. In jasna stvar, to znanje ni bilo, oni ga niso smatrali kot svoje. Oni so sebe videli samo kot kanal, skozi katerega nekaj zdravi. Zato tudi niso nikdar prejemali plačilo za to zdravljenje. Ženska je bila steber religioznosti, čistosti, naravnosti in iskrenosti. Steber v bistvu indijanske družbe. In je nekaj bila tudi ona od teh religioznih občutkih. Tako bi rekel, ko je postavila potliček, je mrmrala neko zahvalo. Ali pa ko je zajela zajemalko, je spet mrmrala. Tako se da ta zahvala na njeni pusti. Poroka. Mlada dva, fant se je moral najprej izkazati na lovu, v boju, da je vreden tega, da zaprosi recimo neko punco. No, mislim, če je hotel osvojiti, se je moral zelo potruditi, ker take mlade punce so zelo skrivali. Da precej v glavnem z mamo nikoli ni bila sama. Ampak v glavnem so pa določili starši, to so bo s kom poročili. Nikdar seveda znotraj sorodstva, to so izredno pazili. In kako je potekala ta poroka? Mlada dva sta se zgubila nekaj v prerijo za 2-3 tedne. In ko sta prišla nazaj, sta bila poročena. Sveta mati narava jih je poročila. In potem so bili obdarovanja, pa za pogostitve in tako naprej. Mi to poznamo. Niso delali pa cirkusa s samim obredom. Ko se je rodil otrok, še preden se je rodil, je ta mlada mamica bila skozi z mislimi nekako s tem nerojenim otrokom, v stiku z njim. In še do 2. leta je bil čisto njen. Takih zipkah so jih imeli, zipkah na eni taki dili, kjer je bilo prečeščena taka vreča. In ta otrok je bil vedno po koncu in vedno je opazoval. Se ga opisal na nekšno vejo ali pa na konjsko sedlo ali nekam, mogoče na hrbet si ga je dala mati. Znano je, skozi se lahko videl v horizontalnih, ko so naši otrok. In nenehno mati tiho, ne se jokati, jokati niso smeli, no. Bila so bili zelo prijazni do svojih otrok, nikoli tepli, nikoli kaznovali. Ampak to je bilo zelo osobno. Če bi otrok vreščal, kot naši večino časa, potem je v preriji bilo vse. So bili živali, so bila plemena in si probal biti čim bolj tiho. To je bilo pomembno za preživetje.
Takle otrok, kot se je moral v prvih letih, ko je bil še z mama, odojil so se, da povem, tudi do, tukaj se je hotel otrok dojiti. No, pri njih 8 letih je fant šel z očetom bolj. Do 8 leta je bil bolj preman. In do takrat se je nekako se je morala vzgojiti, veliko tista nežnejša plat v tem otroku. Ljubezen, spoštovanje, senzibilnost, spoštovanje do narave, do vsega, do ljudi, tišina. No, pol kasneje, ko je pa, ne vem, po malo kasnejšem času je moral pridobiti še kakšne druge stvari, recimo pogum, pokončnost, plemenitost, neustrašnost, tako. To je pač vsega ob svojem času, Seveda, mati je otroke navajala na branje te knjige narave, se pravi, to senzibilnost se mu je vzgajala, se pravi, da je znal opazovati, da je napenjal ušesa in oči in da je znal brati sledove v naravi in se učiti v naravi. Vsi so bili skupaj, dolgo odkar so imeli konje, so imeli velike šotore lahko, ker so tiste palce, kole, konji nosili, so bili lahko 10 metrov dolgi in so ti šotori lahko tudi zelo veliki. In tukaj noter so bile vse generacije skupaj. In verjetno treba poudarjati, da je bilo treba biti zelo obziren en do drugega, če se je hotel živeti v enem prostoru in pa šotori, se pravi, če bi se tle neki razgrajala, potem je kaos. Se je moče kdo od vas kampira, pa vemo, če imamo kakšnega soseda, ki zgaja kljub, da se ponašno da spati in lahko se ne da živeti, šotok ne daje neke zaščite jih. Ampak tukaj res pri indijancih je vladala obzirnost. Moški, kakor je bil strašen borec in lovec, je bil doma čisto drugačen. Je bil nežen, pozoren, obvedevan. Stari starši so bili tudi tukaj in stari starši so podali zgodbe. Drugače je bilo tako zelo strogo, kar se tiče morale in tako naprej, pri indijancih, ampak starim se je dopuščal malo več. Godrnjanja, ali pa take stvari, kot mladim pronovatilo dopuščeno. No in ti stari so govorili zgodbe. Skozi zgodbe so dobivali te mladi religijske osnove. In pa osnove o kako se živi, o morali, vsem tem. No in mladi so pol ohranili, se pravi, so to vrnili skozi eno tako ljubezen, skrb za te stare starše, potem kasneje, ko so ti to rabili. Skupaj so se igrali otroci, dokler so deklice pač spolno dozorele, potem je prišla deklica bolj se je držala mame in se jo je bolj skrivalo, bom rekel. In dokler so se igrali skupaj, so se igrali odrasli svet. Se pravi, oni so, jasna stvar je, mislim, da se otroci učijo skozi gled, ne skozi besede toliko, to, kar vidijo, to, kar vidijo odnos med očetom pa materjo, to otroci pivnajo, to srkajo vase. No in ti otroci so se igrali odrasle, fante so bili lovci in bojevniki, punčke so bile gospodinje, mamice in tako naprej. In skupaj so, oni so stvarili nekakšen majhen tabor, kjer se je dogajalo, isto kot v tem velikem taboru, kjer so pač komandirali to odrasli. Tako so se pripravili na odraslo dobo in pri 13 letih so bili otroci zreli. Ni bilo tako kot pri nas, ko so ljudje, ko so otroci znajo biti 30, 40 še doma,
No in ko je tak fant, recimo, šel prvič v lov, mladince so dali skupaj, je to zelo velika disciplina, da tam nisem imel bente svoje skupinsko, so šli v lov in teh bizonje tam ni dušale, da to je izredno navadna zadeva. Najprej bo treba izslediti čredo, ne? In pač pa so uplenili nekaj teh živali in razkosali to in oddelali, in da so imeli hrano za obleko, pa še za zimo in morajo zostati. No, mladina, zanimivo. Mladci so se tudi organizirali, so se pravili na kakšno manjše živali in so se skozi to učili lova. In tisto, kar so mladci uplenili, je šlo za stare. Za nemočne ženske, ki so vdovele, recimo, ki so ostale brez moškega, stare, ki niso imeli nekih svojcev. In to spoštovanje do tistega uplenjenega, se pravi do plena, Indijanc se je zahvalil v duši uplenjene živali, jo pospremil na odhod na onj sveta, ne? Zahvalil se je, da je duša te živali pač darovala svoje telo, ki bo nahranilo lahko njegovo družino. Bojevniki so bili od malega, no, ne od malega, ampak tudi so jih tako kontrolirano kot v lov, so jih vozili na take vojne pohode. Sprva so samo mogoče čuvali kakšne konje, pa držali tam vrtovce in tako naprej. No, pa skozi bolj. No, to je bilo dejanje poguma, preizkus. Indijanc si ni želel umreti v postelji. Indijanc je hotel umreti na bojnem polju. In za to srečanje se je, ker je v zmeri možno, ne, ko gre na bojni pohod, da se ne bo vrnil, ne, se je lepo, oblekel najboljše hlače, najboljše mokasine. Zgori so bili pasuva zmeri goli, kadar so šli v boj ali pa v lov. Okitili so se s krompirjem, namazali s barvam, ker niso hoteli jeti čim lepše napravljeni pred vakan tanko, pred darovalcem življenja. Ne? In kaj je največ telo? Če se ti zdelijo s svojim konjem v v sredo med sovražnike in si se koga dotaknil z roko ali pa z nekaj. To je bilo največ točk. To je bilo najbolj pogumno dejanje, kar si lahko naredil. Prijateljstvo, ne? Če se spomnim, kako se danes prijateljska sklepajo, ne vem, slišal sem, da po Facebookih ali nekaj tazga se govori, ne vem, teh socialnih omrežjih, da se ljudje nekako spoznavajo, da ima vsak po 1000 prijateljev, ne koliko, ampak Indijanci imamo veliko prijateljev, ampak recimo v mladosti nisem veliko prijateljev. V bistvu je bil prijatelj, vsi so bili v plemenu v dobrih odnosih, medčloveških. Tam je bilo razproštovanje in ljubezen, ampak dva mladeniča sta navadi je bilo, da skleneta kot rosna mlada še prijateljstvo do smrti. In ki je tudi valjalo do smrti. In če bi bilo potrebno, je šel en za drugega, sta šla dejansko res v smrt. Vse smo naredili en za drugega. No, to je bilo res eno tako pravo, rekel, več kot 100 sveda, ne? Ja, deklica je bila v šoli v svoji materi, čisto vsega se mora učiti in to je bilo zelo veliko, kar je morala ona znati. In delati morala cele dneve, bo delala kot punca, kot mati, da bo dom topel, da bo kaj za lonc, da bo vsega, ne, kar je bilo potrebno. Spravo treba bilo vse narediti, tam ni bilo trgovine, ne. Vse je bilo, so naredili najbolj naravi. In taka mlada punca, ki je bila godna za ženitev, najstarejša recimo,
Venonah so rekli dekletu, takemu dekletu, ki je hodila okrog in skrbela v bistvu za stare nemočne. Jim nosila hrano, urejala obleko, jih česala, skrbela za nje. To je bilo normalno pri njih. Venonah je bila taka, če je bila res taka, je bila taka. Se tako rekli. No, kot sem rekel, ženska je držala 4, če bi imel tisto krog šotor vogale, ne, potem bi njih pošteli vogali. Vse je bilo ženski, v bistvu. Naravo je poznala do v bistvi. Ker je bila celo življenje, je bila v njej, pač tam je morala najti vse, ne, kar je družina potrebovala. In pravijo, Eastman pravi, da je ženska kot steber morale, ne, kot, bom rekel, ni poznala, bom rekel, neke neiskrenosti, to je bilo nepojemljivo. In tista velika religioznost, ne, in skrb za domače, to je bil resnični temelj, rekel, ljubljanske družbe, in ko se ni mogla več nasloniti na moža, ki je podlegel, recimo, alkohol, ali ne čemorkoli, šele potem je popustila tudi ženska. In ko je popustila ženska, je bilo konec ljubljanske družbe. Moški je pač moral biti, okolje pač in pogoji so bili taki, da je moral biti nenehno na preži. Ko bi rekel, kot kakšen športnik v vrhunski formi. On je njegov konj, zato, da je lahko vplenil, da je lahko preskrbel družino z hrano, z mesom, da je lahko ubranil pleme pred napadalci, a so bili to sosednje sovražno pleme, ali so bili to belci. Pomagal je, koliko je lahko, ampak moral biti pa skozi nekaj, da je lahko ene minute bil tudi vojak, če bo se da. Celo življenje je, bom rekel, klesal svoje telo in vzgajal, kako rekel temu, svojo dušo. Moral je biti, se pravi, on je moral biti kontrolo nad svojimi čustvi, se pravi, nikoli ga ni smel premagati strah. Moral biti poguman v vseh situacijah, karkoli mu je prišlo nasproti. In kontroliran, se pravi, nikoli ni izgubil ljudja z glave. In plemenit, hkrati, se pravi, poguman, neizprosen, če se bilo treba boriti z naravo, če je bilo treba jeti v pent v globokem snegu, najti se požival v tem. In pa, se pravi, po drugi strani, to sem že povedal, pozoren doma, prijazen. In pa plemenit, se pravi, zmeri na strani pravice, ne na svoje lastni korist, ampak zmeri gledati na korist celote. Kako je to, oni niso imeli, bom rekel, neke, imeli so svet, pravzaprav, kjer so stari indijanci, modri indijanci odločali o enih takih ključnih zadevah, za pleme. Kako se je vedel, kdo bo to? Nihče, bi rekel, ni tekmoval, čeprav so spodbujali pri mladcih zdravo ambicioznost. Ampak dejansko so njihovi vodje, a so bili to mirovni, a so bili to vojni, so bili to lovski, zmeri so bili to tisti najboljši. Ampak najboljši, ne samo telesno, zlasti, kar se tiče morale. Tiste notranje vrednosti so prevagale zmeri Indijancev. No, taki, se pravi, vodje pač so se nekako izluščili skozi časa. Če je prišlo do kakšnih, zelo je bilo, recimo, tak težek prekršek, je bilo prešuštvo,
kraja, da ne govorimo, ampak v starih časih so že laž neusmiljeno, bom rekel, kaznovali. Zgubil si življenje za laž, ker z lažjo se začne, pravijo. Jaz se že prepričam, da se z lažjo začne pot na vzdolju. Lahko so te ubili, lahko so te izobčili, ampak to se je vse dogajalo znotraj družine, oziroma znotraj klana. No, takle Geronimo, recimo, ta je bil ta slavni paški vodja Apačov, poglavar. Imeli so vsake toliko kakšne take obrede javne, ceremonije, enih parih, mogoče prej sonca smo slišali, mogoče to je. Ampak, če se kdo spomne filma Človek kon, mislim, da je so, ko se je dal en belc, ki je prišel med Ljubljance in postal zvonikov, ko je se udeležil tega pleska sonca in je, če se spomnite z tega prizora, ko je tukaj visel na enih takih jermenih, tukaj so mu zabodli skozi kožo in je na teh dveh jermenih visel noč in dan. To so potem kasneje prikazali kot nek mazokizem, ampak ni bil tak mišljen na začetku. To je bila ena zaobljuba, kjer si prosil vakantanko, da ti naj, ko boš šel drug dan v bitko, da preživiš in da opraviš svojo nalogo. Če jo boš preživel in opravil, potem boš odplesal ples sonca. In potem si ga odplesal čez leto, pol leta, v tistem tekočem letu. Ampak to samo zato, ker je bila taka zaobljuba. Ker si to obljubil. Ampak ti nisi prosil zase, Indijanec ni prosil zase za svoje življenje, ampak zato, da bo lahko upravil nalogo v korist svojega mesta. In potem so bili še taki zdravilski obredi, bojni obredi, kjer so s pomočjo obračev, se pravi, nekako zbirali ali pa iskali eno moč za nekaj, tako skupinsko. En tak obred je bil tudi svečanost devic, kjer so se mlade dekleta, ki zaobljubljale, da so še zmeri dolžne, da se in čakajo pač svojega ženina, in da bojo takšne do poroke. In to so prav, da jim ponosom se udeležile teh takih ceremonij. Tudi fantje so imeli podobne ceremonije. Ob takih slavjih, a so bili to poroke, karkoli, so zmeri, tudi zelo so spodbujali to pri mladini, so bila obdarovanja. Dal si konja, dal si lahko tudi, recimo, če ti je v eni bitki padel, recimo, ženski je padel mož, je ostala brez moža, in v tistem žalovanju je znala podariti čisto vse, kar je imela. In podarili so takim, ki niso imeli nič, ki ne bojo nikdar mogli niti nič vrniti. To so že pri mladih ljudeh spodbujali, zmeri, kadar je bilo, recimo, da je bil kakšen podvig, da je mladenič prvič v plenu neko žival ali kaj sem in kakšen podvig je, so naredili zmeri eno fešto, in tudi ta mladenič je moral takrat darovati nekaj njemu najbolj vrednega. Tako da so ga na ta način zgajali že od malih nog. In te skupinske, bom rekel, take prireditve so večinoma namenjene dvigu morale med ljudstvom. No, zdaj smo nekako, ne moram veliko tega povedati, od te pač kulture, visoke kulture Indijancev. Malo časa imamo na voljo, ampak takole zdaj bom jaz povabil ene naše člane, da bojo nekaj tega prebrali iz te naše knjige Modrost Indijancev. Potem na koncu bom povedal mogoče še dva stavka in vas povabil, da mogoče še kaj
če bo kdo hotel kupiti te knjige in tako zdaj pa bi jih kar povabil naše člane. Veliki duh je v vseh stvareh, je v zraku, ki ga dihamo. Veliki duh je naš oče, zemlja pa je naša mati. Ta nas hrani. To, kar mi dajemo njej, nam ona vrača. Prvobitni mir, ki je najpomembnejši, je ta, ki vstopi v dušo človeka, ko spozna svojo vez, svojo eno z univerzumom in vsemi njegovimi močmi. Ko spozna, da se v središču univerzuma nahaja veliki duh in da je to središče vsepovsod, da je znotraj vsakogar med nami. Vse, kar je ustvarjeno, je svetlo. Zato ne pozabite, vsak svet, ki napoči, je sveti dogodek in vsak dan je svet. Kajti svetloba izvira iz velikega duha. Vselej imejte v mislih, da so sveti celoten človeški rod in vsa druga bitja, ki poseljujejo to zemljo in da morate z njimi temu primerno ravnati. Ko človek naredi nekaj občudovanja vrednega, pravimo, da je to čudežno. Ko pa opazujemo izmenjavanje dneva in noči, sonce, luno in zvezde na nebu, spreminjanje letnih časov s plodovi, ki zorijo, moramo priznati, da je to delo nekoga večjega od človeka. Bil sem na koncu zemlje, bil sem na koncu voda, bil sem na koncu neba, bil sem na koncu gora. Ničesar nisem našel, kar mi ne bi bilo prijatelj. Ohraniti moramo gozdove za svoje otroke, vnuke in tiste, ki se še morajo roditi. Ohraniti moramo gozdove za tiste, ki ne morejo govoriti v svojem imenu, kot so ptice, živali, ribe in drevesa. Kmalu bo prišel čas, ko bo moj vnuk hrepenel po klicu kormorana, mesu lososa, šumenju smrekovih iglic ali kriku orla. On se ne bo spoprijateljil z nobenim od teh bitij. Ako ga bo srce zabolelo od hrepenenja, me bo preklel. Ali sem naredil vse, kar je v moji moči, da bi ohranil čist zrak? Ali sem dovolj skrbel za vodo? Ali sem pustil orla, da se svobodno dviga v višavi? Ali sem naredil vse za ljubezen svojega vnuka? O zemlja, mati naša, o nebo, oče naš, mi smo vaši otroci. Na trudnih plečih vam prinašamo darove, ki jih želite. Spletite nam za to sijajno obleko. Naj bo njena podlaga bela svetlost jutra. Naj bo njena vodnica rdeča svetloba večera. Naj bodo njene rese iz dežja, ki pada. Naj bo rob cela mavrica. Stkite nam takšno sijajno obleko, da bi lahko hodili po pravi poti, tam, kjer je trava zelena. O zemlja, mati naša, o nebo, oče naš. Otroci se morajo že zgodaj naučiti lepote darovanja. Treba jih je učiti, da dajo tisto, kar imajo najraje, da bi lahko začutili radost dajanja. Glej, brat moj, prišla je pomlad. Sonce je objelo zemljo in kmalu bomo videli plodove te ljubezni. Prebudilo se je vsako seme in ves živalski svet. Zahvaljujoč tej mistični moči tudi mi živimo in zato svojim sosedom, pa tudi živalim v naši bližini,
priznavamo isto pravico do življenja na tej zemlji, kakršna je naša. Rojen sem v preriji, kjer veter svobodno piha, kjer ni ničesar, kar bi zasenčevalo svetlobo sonca. Rojen sem tam, kjer ni ograj in se svobodno diha. Poznam vsak potok in vsako drevo med Rio Grandem in Arkansasom. Lovil sem na tej zemlji. Živel sem, kakor moje očetje pred menoj, in tako kot oni sem živel srečno. Indijanec vse počne v krogu, saj moč univerzuma vedno deluje v krogih in vse teži k okrogli obliki. Nebo je okroglo in slišal sem, da je tudi zemlja okrogla kakor žoga. In take so tudi vse zvezde. Veter, ko je najmočnejši, se vrtinči. Ptice gradijo gnezdo v krogih, ker je njihova vera enaka kakor naša. Celoletni časi v svojem izmenjevanju delajo velik krog in se vedno ponovno vračajo tja, kjer so bili. Človeško življenje je krog od otroštva do otroštva in tako je za vsem, po čemer se pretaka moč. Naši dedje so nam govorili, da je človekovo naravno stanje biti svoboden. In mi jim verjamemo, da je svoboda del življenja. V tem načelu najdemo ključ za mir, medsebojno spoštovanje in razumevanje univerzalnega zakona, ki vlada celotnemu univerzumu. Spoštovanje tega zakona pa je edina rešitev za našo prihodnost na tem planetu, Materi Zemlji. V srcih vseh nas obstaja skrita pot, po kateri redki potujejo, vendar vodi do nepoznanega skrivnega mesta. Stari ljudje so zares ljubili zemljo in na njej sedeli in počivali z občutkom, da so blizu materinske moči. Svoje šotore so gradili na zemlji, svoje oltarje pa iz zemlje. Zemlja je umirjala, krepila, očiščevala in zdravila. Zato stari indijanec še vedno sedi na zemlji. Ostaja in se ne ločuje od njenih moči, ki dajo življenje. Njemu sedenje ali ležanje na zemlji omogoča razmišljati globje in občutiti močneje. Tako lahko jasneje prodre v skrivnosti življenja in pride v tesnejši odnos z življenjem okoli sebe. Znanje je v vseh stvarih. Svet je knjižnica. Kamenje, listi, trava, potoki, ptice in živali, ki gredo skupaj z nami skozi nevihte in blagoslove zemlje, pa so njene knjige. Mi se učimo to, kar se lahko le učenec narave nauči. In to je začutiti lepoto. Mi se nikoli ne jezimo zaradi neviht, močnega vetra, ostrega mraza in snega. Takšno obnašanje je brezplodno. Zato se mi prilagodimo vsemu, kar se zgodi, če je treba, tudi z dodatnim naporom in s še več moči, a brez pritoževanja. Tako svetli kot temni dnevi so izraz velike skrivnosti. V mestih belega človeka ni mirnega kotička. Ni kotička, kjer bi bilo mogoče spomladi prisluhniti vrstenim lista ali drgetu mušjih krilc. A verjetno je to zato, ker sem jaz le divjak in tega ne razumem. Kljub samo žali moje ušesa. In koliko je vredno življenje, če človek ne more slišati osamelega klica nočne ptice ali prepira žakom v črevju. Jaz sem le rdeči človek in ne razumem. Rdeči človek ima raje nežen zvok vetra, ki boža lica jezerca in vonj samotnega vetra, svežega od popoldanskega dežja in borovja.
Vsak del te zemlje je za moje ljudstvo nekaj svetega. Vsaka borova iglica, peščena obala, gozdna meglica, vsaka žuželka je nekaj svetega v spominu in življenju mojega ljudstva. Sokovi življenja, ki krožijo skozi drevesa, hranijo spomine rdečega človeka. Umrli belci pozabijo na zemljo svojega rojstva, ko se odpravijo proti zvezdam. Naši umrli nikoli ne pozabijo te čudovite zemlje, ki je zanje mati. Mi smo del zemlje in ona je del nas. Dišeče cvetlice so naše sestre, jelen, konj in veliki orel so naši bratje. Kamniti vrhovi, rosne livade, toplo konjevo telo in človek. Vse je del ene družine. Hvala lepa. Šli smo do konca. Tako, še mogoče sklepna misel, ne? Verjetno se vsi strinjamo, da temu našemu brezsrčnemu svetu manjka druga polovica. In to je to srce Indijanca. Ampak to srce Indijanca pač je strohnelo, bom rekel, v tem fizičnem smislu. Ampak v tem pravem, polnem smislu ga pa vsi nosimo v sebi in ga moramo najti. In če bomo vsak v sebi najli, če bo vsak postal nekakšen Indijanc, potem ima naša prihodnost in izgled najboljše vse skupaj. Dobre, hvala lepa vsem skupaj in se vidimo še v nekakšni drugi priložnosti.